Posebnost teh čokoladk Hej, pozdravljeni vsi in dobrodošli spet nazaj na kanalu Moje čokolade. Leto 2019 je že v polnem zagonu, februar je že. In če ste mislili, da pri moji čokoladi počivajo v začetku leta in okrevajo po decembru, ste se zmotili. Tisti, ki spremljate Instagram pa Facebook profil od Moje čokolade, najbrž že veste, da so v svojo trgovino dodali en nov izdelek. In ta izdelek je vroča čokolada na palčki. Takole izgleda. Tole je eden od okusov. V bistvu gre za žličko, ne za palčko, tako da je še bolj praktična, kot bi bila na palčki. Okusi so štirje, in sicer bela čokolada s kokosom, klasična čokolada s penicami, temna čokolada z malinami in pa seveda klasična mlečna čokolada. Posebnost teh vročih čokolad je ta, da niso v prahu, ampak da so v trdnem stanju, zato ker gre za 100% belgijsko čokolado, izdelane pa so v Sloveniji. Lih ta njihova sestava pa ima tudi eno pomanjkljivost, vsaj po mojem okusu, in sicer jaz obožujem vroče čokolade, ki so goste. Vroče čokolade na palčki pa zaradi tega, ker ne vsebujejo nekih dodatkov, niso to goste, tudi če jih raztopite samo v 1 decilitru mleka. Klasična čokolada na palčki je klasična mlečna čokolada brez dodatkov. Bela čokolada s kokosom je bela čokolada in pa kokos, ampak ne samo okus kokosa, ampak so noter ta pravi hrustljavi delci. Tiste, ki ste po duši. Otroci in pa seveda za dejanske otroke so naredili čokolado s penicami in za ljubitelje temne čokolade so naredili temno čokolado z malinami. Posebnost teh malin je, da so liofilizinirane. To je postopek sušenja z globokim zmrzovanjem in posebnost tega postopka je ta, da sadež ohrani svojo strukturo, aromo, barvo in najpomembnejše vitamine in minerale. Tudi priprava te čokolade je enostavna, res bolj enostavna ne bi mogla biti. Jaz, ko se spravim delati vročo čokolado v prahu, ponavadi se mi prime na dno posode, en kup imam pol pucanja, en kup imam dela. To čokolado vzamete, segrejete mleko, date palčko v šalčko z mlekom, počakate par minut in pomešate. To je to. Ta čokolada je recimo vrhunska, kadar dobite kakšne obiske in jim nimate kaj sladkega za postrežiti. Pride v ful luškani embalaži, priprava je ful preprosta, zgleda ful lepo, boljše sladice jim v teh zimskih mrzlih mesecih sploh ne morete ponuditi. Zdaj imam jaz tukaj pred sabo vse 4 okuse čokolade, ki sem jih pred snemanjem že raztopila v mleku. Dajmo probati, da vidimo, katera bo meni osebno najbolj všeč. Prvo bom probala klasično čokolado. Odličen okus, ni presladka, ni pretežka. Od mene dobi 5 zvezdic od 5. Naslednjo bom probala belo čokolado s kokosom. Kot sem že prej omenila, hrustljavi delci kokosa. Tale čokolada moram reči, da se je od vseh 4 najhitreje stopila v mleku. Ni tako zelo sladka kot ona prejšnja, tako da za ljubitelje bele čokolade bo to vrhunska poslastica. Od mene pa dobi 4 zvezdice in pol. Tretja je klasična čokolada s penicami. Nad penicami moram reči, da nisem lih najbolj navdušena, ne da jih ne maram, ampak sem majčkeno rezervirana. Dajmo pogledati, če mi bo všeč. Okus zelo podoben kakor klasična čokolada. Penice pa se mi zdi, da v mleku dobijo majčkeno tršo strukturo, tako da niso čist mehke. Še vedno je čokolada dobra, od mene pa dobi 3 zvezdice in pol. Zadnja, pustila sem jo za konec, zato ker je temna čokolada moja šibka točka, torej temna čokolada z malinami. Super kombinacija sladkega in kislega, recimo osvežilnega, je taka lahkotna in v bistvu preprostega, ampak polnega, bogatega okusa. Dobi 5 zvezdic od 5.
Glede na to, da gre za pravo čokolado, sem jaz prepričana, da jo lahko jemo tudi brez, da jo raztopimo v mleku. Čokolada za jest brez mleka ni primerna, ker je pretrda. Ne probavati, bolijo zobje. Večjo uslugo si boste naredili, če jo boste probali v takile raztopljeni obliki. Tako kot v vsakem videu, tudi v tem videu dobite kodo za popust, ki je tokrat vroča čokolada. Vsi linki do izdelkov bojo prilepljeni spodaj v opisu. Če ste sladkosnedi, jaz predlagam, da probate vse 4 čokolade. Sigurno vam ne bo žal. Mi pa se vidimo v naslednjem videu. Če še niste naročeni na naš YouTube kanal, se hitro naročite, da ne zamudite mojih naslednjih videov. Čau!